In Gaza je tako kot Zahodni breg in tako kot vzhodni Jeruzalem okupirano ozemlje. Povračilni ukrepi izraelskih oblasti zdaleč presegajo tako imenovano samoobrambo in vsebujejo očitne elemente genocida. In ta genocid spremlja svet v živo. Vsi to gledamo vsak dan v živo. Dokler ne bomo jasno povedali, da Izrael grobo krši konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, da krši ženevske konvencije, dokler bomo le neodločno in medlo pozivali k prekinitvi ognja in humanitarni pomoči, v bistvu ne bomo dosegli ničesar. Na stotine nedolžnih bo v Gazi in na zasedenih ozemljih umiralo še naprej, vsak dan, sleherno minuto. Ubitih je že več kot 26.000 Palestincev, pogrešanih okrog 10.000, okrog 60.000 je ranjenih. Približno 85% prebivalk in prebivalcev Gaze je razseljenih. 70% žrtev so otroci in ženske. In še več kot je in bo še ubitih, jih bo umrlo zaradi izstradanosti in kužnih bolezni. Vse to pred našimi očmi. Glede na to, da nihče odločno ne ukrepa zoper Izrael in njegovo zločinsko ravnanje, se je Južna Afrika obrnila na Meddržavno sodišče v Haagu. V tožbi zahteva, da sodišče odredi 9 ukrepov zoper Izrael, med drugim prekinitev bombardiranja in drugih vojaških operacij ter ustavitev izvajanja genocida nad Palestinci. Meddržavno sodišče je odločilo, da mora Izrael zagotoviti, da njegove sile ne izvajajo genocida, zagotoviti mora tudi ohranitev dokazov o domnevnem genocidu, ukazalo je tudi, da Izrael sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje neposrednega hujskanja genocidu v Gazi. Slovenija se tožbi Južnoafriške republike še ni pridružila, je pa pozdravila odločitev ICJ. Zanima me, kako bo Republika Slovenija kot nestalna članica VS OZN stremela k premirju, kako bo konkretno ukrepala ter kakšni so načrti za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države. Hvala lepa.